Novomeška komunala je že pred časom s pomočjo občine pripravila idejno zasnovo, v kateri je za vsako domačijo predvideno, kako bodo reševali odvajanje in čiščenje odpadnih voda. In le tam, kjer so predvidene male čistilne naprave ali nepretočne greznice, jih bo torej občina tudi sofinancirala. V bistvu smo ta pravilnik rabili zato, da ne bi podvajali stroškov. Namreč tam, kjer je predvidena kanalizacija v bližnji prihodnosti, torej po sedanjih direktivah mora biti to storjeno do leta 2017, tam ne moramo financirati tudi čistilnih naprav. Podrobneje je razdeljeno tudi določanje višine sofinanciranja. Ta je zdaj navzgor omejena s 500 evri na eno enoto. Ob tem so župan in svetniki opozorili na morebitno neenakost med občani, saj občina tam, kjer gradi kanalizacijo, naložbo sofinancira v večji meri kot pri gradnji malih čistilnih naprav. Mi sedaj nismo mogli povečevati tega zneska, zaradi tega, ker bi bilo to v neskladju s proračunom. To bomo v bližnji bodočnosti ob spremembi proračuna, torej ob rebalansu, bomo vzeli ponovno pod lupo in bomo poskušali nekako narediti pravičnejše za vse občane občine Dolenjske Toplice. To se bo zgodilo predvidoma jeseni. Pretiranega zanimanja za male čistilne naprave doslej sicer ni bilo. Je pa leto 2017 vse bližje. Ko bomo to morali imeti rešeno, sedaj, ko imamo to idejno zasnovo gotovo, tudi vemo, kako bomo morali rešiti svoje odplake in zdaj pa pričakujemo naval. Zato je bil sprejem pravilnika nujen, zaključuje župan.